Tokrat gremo na kolesarsko dirko. Potem spoznamo visoko tehnologijo najbolj znane vzdržljivostne avtomobilske dirke. In zapeljemo 3 modele, ki imajo skupnega to, da imajo vsi po 3 črke v imenu. LBX, RS3 in AMI. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Letošnjo pomlad smo meje naše države kar nekoliko raztegnili in skupaj z Rogličem osvojili višarje. No, epska zmaga je bila plod celotne ekipne strategije. Ampak kar se ekipe in celotne kolesarske karavane tiče, pa so zelo pomemben oziroma celo nepogrešljiv del spremljevalna vozila. Kolesarski vizionar Bogdan Fink je za avtomobilnost nekoč že povedal, da se organizatorji dirk še kako dobro zavedajo pomena spremljevalnih vozil in da je za vozila v kolesarski karavani še posebej pomembno, kako veliko motorno moč in navor imajo pri nizkih motornih vrtljajih. Pri spustih, zavojih, tudi pri klancih in vzponih se velikokrat zgodi, da kolesarji pridejo zelo blizu vozilu in takrat je treba hitro reagirati, pospešiti, zavirati, odviti in tukaj je poleg voznika pomembno tudi vozilo. No, Luka se je odpravil pogledati, kaj je potrebno paziti pri vožnji kolesarskega oziroma spremljevalnega vozila, kjer sedi direktor dirke, ki medtem spremlja, kaj se dogaja. Številne izmed naših asov bomo kmalu lahko ponovno spremljali na najbolj sloviti kolesarski preizkušnji pri nas, dirki po Sloveniji. Cesta tukaj je takole, poglejte, izjemno ozka in tudi letos je tu moč pričakovati množice gledalcev. Cesta je gor zelo ozka, pač jaz jo poznam že prej, ko smo trenirali vsak ovink, vem kako je. Je prednost, če poznaš ta klanec kot šofer, ne, in da veš, kaj se lahko zgodi potem naslednji ovink. Če recimo kolesar pade, ga sreča za ovinka, pride za njem, da ga ne povoziš. Specifičen klanec, prostora za prehitevanje ni, oziroma mogoče en kolesar gre lahko mimo avta, kaj več pa ne. Prav tako zelo nevaren spust. Vemo, da kolesari so v takih spustih precej hitrejši od avtomobilov in tisti kolesari, ki spustijo, poskušajo v dolino nekaj nadoknaditi. Z avtom si pred njimi, prostora na cesti ni, je kar tako potrebno imeti pregled nad samim potekom dirke. Pa mislim, v Sloveniji je to kar malo tako izjema, drugače pa vidimo tlele v tujini, malo kar speljejo vse posod trase, ne, sem da je zanimivo za gledalce. Moraš pa tudi gledati, narediti moraš zanimivo dirko, pa tudi da ni nevarna, ne. Del kolesarske dirke pa so tudi vozila s prav posebnimi nameni in odločilnim pomenom za nemoten in tudi pošten potek dirke. No, enega takih vozi naš sogovornik Tomaž Nose, tudi že zmagovalec dirke po Sloveniji in to, da ga vozi prav on, ni naključje. Prednost je sigurno ta, da poznaš, kako kolesar odreagira, ker si bil tudi sam kolesar in lahko vnaprej predvidiš, kaj se zgodi. Če kolesar odpade, že prej predvidiš, aha, se bo verjetno nazaj ujel, moraš merkati, da ga vidiš od zadaj, ko bo mimo preletel, da ga ne bo zbil. Vsak ima svojo funkcijo, že prej se odločiš, ne, jaz vozim sodnika ena. Ja, vozilo mora biti pregledno, mora imeti strešno okno, šibe. Jaz recimo okno odprem strešno, sodnik gre ven in s piščalko zažvižga. Če ne slišijo z roko v smer, karkoli, recimo pride kakšna nevarnost, kdo na cesto hoče zaviti, ga mu začne mahati, da ne sme iti. Odzad je potem tudi poleg sodnika zadnja leta Uroš Muren, bivši kolesar, ki ima radioveze čez radiotur poročanje ostalim sodelujočim na dirki podatke, ki jih mu da sodnik, drugi sodniki. Tako da avto mora biti tak, se pravi, ne sme biti prevelik, mora biti pa dosti prostoren in pregleden. Kako pa na vašo vožnjo znotraj kolesarske karavane vplivajo moderni asistenčni sistemi avtomobila? A je to koristno? Ne, znotraj dirke morajo biti vse te pomoči pri zaviranju in podobno izklopljene. Velikokrat v dirki se voziš na tako majhni razdalji, da bi avto sam zaviral, kar pa ni priporočljivo, če so v okolici avto oziroma za avtom ob njemu kolesari. Spremljevalna vozila kolesarske dirke torej dejansko omogočajo njeno izvedbo v obliki, ki jo poznamo danes.
zagotavljajo ključno asistenco, oskrbovanje, nadzirajo tekmovalni del ter zagotavljajo varnost nastopajočih. Kako se dela avtomobile in kako se jih potem proda v Ameriko in Evropo, so Kitajci najprej opazovali pri japonskih sosedih in potem še pri Korejcih. Od tega ni prav dolgo. In takrat je bilo glavno prevozno sredstvo na Kitajskem kolo. Njihova avtomobilska industrija pa je slonela na inženirskih rešitvah njihovih tovarišev iz Sovjetske zveze. Potem pa je kitajska politika zelo hitro spoznala, da Japonske, Amerike in Evrope pri razvoju motorjev na notranje izgorevanje ne bodo mogli hitro ujeti. Prebojno tehnologijo pa so prepoznali v električnih avtomobilih. V dosego tega cilja so usmerili vse svoje sile. Od tega, da so po afriškem kontinentu pokupili vsa zemljišča, iz katerih je moč pobrati surovine za baterije, do tega, da so Tesli odprli vrata na svoje tržišče in se od njega hitro učili in kopirali. In tako smo se praktično v hipu znašli v situaciji, ko kitajski klon Tesle, BYD, kar je kratica za Build Your Dream ali zgradi svoje sanje, kuje take dobičke, o katerih lahko ameriški, evropski in japonski proizvajalci ta trenutek zgolj sanjajo. Ampak to je šele začetek. BYD, ki ima res široko paleto avtomobilov, je dal nedavno na trg tehnično zelo zanimiv električni avto za dobrih 10.000 evrov. Učinki tega so jasni. Ne le, da kitajski kupci vse redkeje kupujejo evropske avtomobile. Evropejci bomo v prihodnje vse pogosteje kupovali električne kitajske avtomobile. Še posebej, če bomo od nekega datuma lahko kupovali zgolj še te. Razen, če se v zaščiti svojega trga ameriški, japonski in evropski proizvajalci ne obrnejo k kakšni alternativi, kjer lahko nadoknadijo tehnološki zaostanek. Ena alternativa pride hitro na misel – vodik. Zato pa je prav ta tehnologija trenutno najbolj finančno izdatno financirana v NATO, ker zgodba je videna. Najprej vojska, potem transport in na koncu avto. Bomo videli, če bo tudi v tem primeru tako. Zakaj ima ta avtomobil vrata, ki se odpirajo tako? Kaj rečemo temu? Asimetrično. Asimetrično. Ja. V čem je poanta? Vrata se odpirajo asimetrično v bistvu kot prvo zaradi enostavnejšega vstopa v vozilo na voznikovi strani. Prav tako pa so v bistvu... Kaj to pomeni enostavnejši vstop? Da se lažje usede v vozilo iz te strani. Aha, podamsko v bistvu, da zreti nazaj. Ja, tako nazaj. Zakaj pol ne Potem pa drugi razlog je pa, da so se za to odločili v bistvu iz čist vidika produkcije, saj so v bistvu obe vrati sta enaki, tako da se jih v bistvu teoretično da tudi zamenjati. No. Aha, cenejši v bistvu. Ja, tako, z vidika rečemo proizvodnje. No. Kako so dosegli to dostopnost? V bistvu vidim, da to je plastika, ne? Verjetno je marsikaj na tem avtomobilu plastičnega. Kaj je recimo plastike tle? Ja, v bistvu vozilo je praktično plastično. Cel avto je plastičen, no? Ko pogledamo pač okrog in okrog. Baterija omogoča doseg 75 km, kar pomeni, da ima kapaciteto 5,5 kWh. Tako da ne dosegamo tistih 350 plus kilometrov, tako da tudi z tega vidika se pravi, ampak to je dovolj za te mestne poti, prav tako pa se napolne samo v 4 urah, tako da je zelo hitro. Na navadni šukovtičnici. Na navadni šukovtičnici. Imamo pa na tej strani. Imamo pa vtičnico na tej strani, tako da se jo samo enostavno potegne ven. Se pravi, to je tipičen avtomobil, v katerem se kabli ne bodo premetavali po prtljažniku. Tako, ja. Tako, ker se jih da pospraviti. Prav tako pa je poskrbljeno tudi za varnost, no, se ga lahko takole da. In se vozilo tudi se pravi, da ga ne precikamo. Tako, ja. Se zapre in zaklene normalno. To kljuko boste To kljuka je bolj zahtevna, vidim, ne? A pa se ga noter, kabel se pa... Ja, ga je treba pa noter, ga je treba slačati, ga je treba noter, ja. Nima pač... Aha. Še kakšen primer, s katerim so ta avto naredili tako zelo, zelo dostopen, pa tudi po eni strani simpatično, poseben? Vozilo ima noter zelo minimalno
prikazovanje informacij. V bistvu je samo doseg, napolnjenost baterije in koliko kilometrov smo do zdaj naredili. Potem si pa stranka lahko, se pravi, dokupi Bluetooth zvočnik in pa poseben vmesnik, ki povežemo potem avtomobil z svojim pametnim telefonom. Aha, se pravi, tukaj ni ozvočenja noter? Ne, ni ozvočenja. Tudi mikrofona ne? Ne. Povežemo, se pravi, tak kit se dobi, pa tak poseben gumb, s katerim se pa lahko, ki ga nalimamo na volan, ki se lahko javimo, če nas kdo kliče. Se pravi, to je preko Bluetooth povezava z mojim telefonom? Bluetooth povezava, ta gumb podaja Bluetooth povezavo in se lahko povežemo potem s pametnim telefonom. Ampak je pa avtomobil povezan z internetom, se pravi, recimo za sledenje pa za kakšne te spletne storitve? Samo, če se dokupi tisti poseben vmesnik, no, ki se ga da gor. Pa se potem z aplikacijo My Citroen poveže in potem ga lahko vidimo, kje je, kje smo ga parkirali. Pa v bistvu te feature, ki ima aplikacija My Citroen. Ok. Zdaj tukaj le gor, to je dejansko, se pravi, možno vzeti ven, očistiti. Spredi pred volanskim obročem so taki posebni predalčki, ki pridejo s temi posebnimi barvnimi paketi ali pa z nivojem tonik ali pa pop, se pravi v različnih barvnih odtenkih. Še kakšen tak feature v bistvu, s katerim bi lahko navdušil kakorkoli? Serijsko je steklena panoramska streha. Ki se jo ne da odpreti? Ne. Zdaj posebnost so tudi paščki, nima klasičnih kljuk, posebnost so tudi paščki za zapiranje in pa odpiranje vozila. Tako da ja, v osnovi vozilo ima zelo malo teh elektronskih, nima pomičnih stekel, ima stekla, ki se samo odpirajo navzgor, no, tako da pa obstaja tudi v dveh različicah, v osebni različici in pa v različici Cargo. Se pravi, ki bo za dostavne službe. Za dostavne službe, ja. Kam bo šel dejansko vaš posel? Verjetno bo prav teh dostavniških amijev verjetno v Sloveniji bistveno več kot pa teh osebnih. Ja. Ali se motim? Za začetek smo predvideli nekoliko več res dostavnih. Ravno zaradi tega, ker je zelo, zelo zanimiv avto za kakšne pošte ali pa dostavo hitre hrane in tako naprej. Zato, ker ti ljudje, se vemo, so ogromno na cesti, ne glede na to, kakšen vreme je, treba je posel narediti. In z Ami Cargo oziroma z našim Citroenčkom bo to veliko lažje, kakor pa recimo z skuterjem ali pa z mopedom ali pa s kolesom. Zdaj, to je zelo inovativen avtomobil in ima tudi zelo inovativen sistem prodaje. Ja, res je. Gre za direktno prodajo pri naših agentih. Se pravi, to niso neki koncesionarji, tako kot Citroen, kjer je in prodaja in servis, ampak so agenti, ki upravljajo za nas storitev in pa prodajo. Zakaj to ne more biti kar direktno spletna prodaja? Pa potem samo prevzem, recimo. Na spletni prodaji še delamo, še razvijamo module, tako da predvidoma bo to nekje julija oziroma avgusta. Se pravi, že letos bomo tudi avtomobil. Se pravi, to bo prvi avtomobil v Sloveniji, ki ga bomo kupili prek interneta. Tako je. Poleg Tesla, kako že. Tako. Bistvo dinamičnih avtomobilskih salonov je, da lahko tisti, ki preizkuša, ne samo potipa in pogleda, ampak tudi odpelje in preizkuša nove tehnologije. Tudi takih, ki so zbrane v zastavonoši sodobnih tehnologij, razredu S. In tukaj lahko obiskovalec dobi občutek, kakšna je razlika med recimo udobjem in luksuzom. Mi pa gremo v bistveno manjši razred pogledati, kako se tam prepozna udobje in luksus. In Kenny izmed znamk, kjer je luksus nekako že vkomponiran v samem imenu. Prvi Lexus s 3 črkami v svojem imenu je bil Lexus LF-a. To je bil zelo, zelo poseben model in s tem modelom so želeli pri Lexusu poudariti, da delajo tudi drugačne avtomobile. In to je bil zelo, zelo poseben model. S tem modelom so pri Lexusu podirali rekorde na Nürburgringu. No in drugi Lexus, ki ima 3 črke v svojem imenu, pa je LBX, ampak ta bo podiral rekorde nekje drugje, v Lexusovih prodajnih številkah. やっぱりこの乗った瞬間感じられるそのレクサスらしいそのテイストとは何かで乗った瞬間にやっぱりみんながこう笑顔になるああレクサスいいねってそういう風に感じられる車作り
これをどのセグメントのどのカテゴリーのどのそのモデルであってもやっぱりレクサスである以上全ての車をそういうテイストにしていくっていうこれを今我々一生懸命チャレンジしています。It also means very high price. Well, not necessarily. This car is expensive to build, obviously. It's not an entry car, it's a full premium car in 4 meters, so it's an expensive car to build. But if it is too expensive, you may like it, you're not going to make the effort. You need to think of the end goal. What is the end goal? The goal is not for me to sell the LBX and then you disappear. The point is that in our interaction, you are happy, you feel valued by us, and because of that, eventually you will buy the car and hopefully you're going to buy a second one after a period of time. Čeprav nisem uspel izvleči niti občutka, koliko bo ta dostopni Lexus stal, pa slišene besede lahko razumemo, da bo cena takšna, da bo lahko znamko Lexus in pa z Lexusovo terapevtsko izkušnjo v prodajnem salonu LBX seznanil bistveno večje število Evropejcev. Pri kreiranju dostopnejše cene pa so si seveda pomagali že nagrajeno hibridno tehniko. V osnovi je ta avtomobil tehnično soroden Toyota Yaris Cross, se pravi prejšnjemu slovenskemu avtu leta, ki smo mu na prvo mesto pomagali tudi v našem uredništvu. Avtomobile imate recimo enak motor, enak 4-kolesni pogon, ampak ko se usedeš v ta avtomobil, vidiš, da je ta avtomobil pravi Lexus. LBX je bistveno bližje Lexusu RX, enaka so stikala, enak volan, enak recimo elektronski sistem, ki te spremlja med vožnjo, koliko gledaš na cesto. Pa seveda tudi ta mali Lexus ima vrata z elektronsko kljuko, pri katere kljuke ne potegneš, ampak samo takole stisneš in vrata od sebe odrineš. In spet pride v prvi plan super športni avtomobil, nekakšen naslednik tega modela LFA. Seveda gre za tisti model, ki so nam ga kot maketo pokazali lani na kongresu v Kenšiki. To bi tisti električni avtomobil, ki naj bi v serijski verziji ponujal celo ročno prestavljanje z menjalnikom. How far are you with this supercar electric concept with the gear shift, artificial gear shifting? How far are you with this development? 開発は進んでます。Ampak, da bomo razumeli, zakaj to ni samo igračka, ampak resen inženiring, da vam spustim besede, ki nekako povedo, v čem je Lexus sploh poseben. もうこれはね、車に乗り込んでアクセル踏んでタイヤが転がり始めた瞬間に感じられるこの質感だと思う。もうそこでやっぱレクサスだって感じられるその感じ、これが一番大事で、走り始めた後はもう全ての入力に対して車がそのドライバーの意図にちゃんと正確に応えてくれる。それは絶対に予想を超えてはいけないし、期待に足りないっていうことでもいけない。そのコミュニケーションが車とドライバーのコミュニケーション、対話ができる車作り、これがその秋夫と佐藤と一緒にやってきた車作りです。Pomemben mejnik pa letos praznuje tudi podjetje Porsche Slovenija, ki je s svojimi blagovnimi znamkami na našem trgu že kar 30 let. V tem času niso pustili močnega pečata zgolj pri prodaji avtomobilov, ampak tudi pomemben donator in sponzor različnih preventivnih vsebin, pa športa in inovativnih slovenskih podjetij. No, v prvi vrsti čutimo veliko hvaležnost do vseh naših strank, ki so vseh teh letih vozili naše avtomobile, koristili naše servisne storitve. Brez njih seveda ne bi bili danes tukaj. Porsche Slovenija že 30 let stoji za vrhunsko mobilnost. Smo prvi pogovorni partner Slovenkam in Slovencem, kar se tiče vsa vprašanja mobilnosti, in želimo, da tako tudi ostane v obdobju, kjer bo mobilnost čezdalje bolj električna. Torej, ostajamo strastni avtomobilisti z velikim trajnostnim predznakom. Pred nami stoji Audi A3 RS3. To pomeni, da je opremljen z najboljšimi komponentami, ki jih v Audiju namenjajo temu razredu, tako na zunanjosti, kot tudi v notranjosti in seveda tudi pod motornim pokrovom.
A kdor se spozna vsaj malo na motorje, ve, da je tole poseben, že kar legendarni agregat, ki je nemškemu Audiju že desetletja nazaj prinesel slavo tudi na športnem področju. Že samo odklepanje avtomobila je svetlobna poezija. Tovarne kar tekmujejo, katera bo imela boljšo svetlobno prepoznavnost. In ker se tega ne sme med vožnjo, je to element, ki se sproži med odklepanjem ali zaklepanjem avtomobila. V notranjosti v oči zbodejo najprej sedeži, da niso običajni, zlahka ugotovi vsak. Mi dodajamo, da se v njih sedi odlično, predvsem pa nudijo tisto, za kar so v tem avtu zadolženi, za dovolj bočnega oprijema. Naslednji motilec vsakdanje notranjosti pa je zagotovo volanski obroč. Manjših mer in oblečen v umetno brušeno usnje zagotovo da slutiti, da je tu z razlogom. Njegovo sukanje je enostavno, oblikovno lepo sede v roki, nisem pa prepričan, kako se ta material odzove na potne roke. Vse ostalo v notranjosti je že znano oziroma bolj kot ne enako kot v ostalih Audijih. In zdaj nazaj k potnim rokam. Če se želite zares popasti s tem avtomobilom, mi verjemite, bo toliko dela, da ne bodo potne samo roke. Za začetek pa je potrebno pritisniti tale gumb. O petvaljniku, ki se zavrti vse tja do 7000 motornih vrtljajev in ponuja okroglih 400 konj, pa tudi okroglih 500 Nm navora, ni potrebno izgubljati besed. Bolj se je potrebno osredotočiti še na vse dodatne komponente. V prvi vrsti na podvozje, ki se ponaša z novim posamičnim petjem koles in širšim prednjim kolotekom, pa na večje oziroma zmogljivejše zavore ter na štirikolesni pogon. No, ta sam po sebi ne prinaša nič novega. Je pa nov računalnik, ki krmili njegovo obnašanje in predvsem upravlja z vožnjo. Ali po domače povedano, elektronski možgani nadzorujejo vsak delček vožnje ter hitno dodajajo ali odvzemajo moč prednji oziroma zadnji osi. Pri slednji računalnik poskrbi še za dodatno deljenje moči, saj lahko polovico navora zadnje osi prenese zgolj na eno kolo. Posledično je lahko vožnja bolj tekoča oziroma predvsem, denimo na dirkališču, hitrejša in bolj natančna, sistem pa omogoča še nekaj, kar so pri Audiju zagotovo naredili s cmokom v grlu. Kontrolirano drsenje zadka ali po domače driftanje. Vseeno pa verjamem, da je to opcija, ki vsaj pri lastniku takega avtomobila ne bo prišla velikokrat v poštev. Drugače je s pospeševanjem. Slednjim Audi RS3 upravlja s tako lahkoto, da voznik zares potrebuje obilico samokontrole. Z mesta do 100 km/h RS3 pospeši v 3,8 sekunde. Morda še bolj impresivno pa je dejstvo, da občutno pospešuje do elektronsko omejene najvišje hitrosti 250 km/h. To tudi pomeni, da navor odločno pripomore k pospeševanju in zato je Audi RS3 v vsakem trenutku pripravljen, da pokaže, kaj zna in zmore. Ob vseh zmogljivostnih hvalospevih pa je vsekakor potrebno omeniti že na uvodu začeto vzporedno neopadljivo zunanjo podobo. Saj tale RS3 lahko vozi precej umirjeno, tudi na račun številnih voznih programov. Ni pa Audija RS3 vozil samo Sebastian. Andrej, boj, da si ga ti zelo, kako ne rečem, uživaško testiral na neki stezi. V resnici je šlo za zelo resno testiranje prenosa moči med sprednjim in zadnjim kolesnim parom. No, zdaj nam hoče Andrej prodati, da je testiranje športnih, superšportnih avtomobilov pravzaprav garaško delo.
Kakorkoli že, Audi kot številne druge znamke je pogosto svoje nove tehnološke rešitve preizkušal in promoviral na eni najbolj znanih in najbolj zahtevnih vzdržljivostnih avtomobilskih dirk, 24 ur Le Mana, ki letos slavi kar 100-letnico. Tudi Peugeot je vedno postregel s kakšno prebojno tehnološko rešitvijo in seveda ob 100-letnici tudi on ni razočaral. I love the Porsche curves. I think it's something incredible. You have the minimum speeds of around 280 kilometers per hour, and you're entering at over 330. So just the average speed throughout the corners and the G-force that you pull, it's magical. You cannot put 1 centimeter wrong or it could be the race over. At night, for some reason, I actually find a lot of peace between Chicane 2 and Mulsanne, because sometimes you find yourself completely alone at some points in the darkness. And it's very peaceful, actually. It's like this adrenaline-full peace. Seeing the trees fly by at that speed, but everything's quite dark in the end. We don't really have the city lights. You have some small lights in the headlights, but when you're proper alone and you don't see anyone, you really feel like you're out alone in the middle of the night. Through the regulations with the series, there's a maximum downforce figure that we're allowed to achieve. Any more, we have to reduce the downforce. So when the design team came to us with the concept, they said, this is the dream vision we have. Is it possible to make it work? And we actually saw that we could achieve the downforce figures without the wing. We were hitting the regulated limit of the championship. So we're actually generating the same downforce as the other cars on track, including the Ferrari that has a massive rear wing, for example, without one. The more you do electrification, the more complication there is, especially in a hybrid system versus a fully electric car, because we have to deal with the complications of a combustion engine and an electric engine and make them both work in perfect harmony. That's never easy. The hybrid system is quite nice because we have that electric engine assistance. We still have that noise and feel and power of a petrol engine, which is actually recharging the electric engine to work lap after lap after lap for 24 hours. But the electric engine helps us bring the power of the combustion engine at a better, more efficient ratio, and they work together in a really nice harmony. Tokrat smo bili z vami na Vranskem v družbi 70 razstavnih in testnih modelov iz skupine Emil Frey. V prihodnji oddaji pa bomo v družbi DS-a spet v zelo posebnem okolju. Ja, primerjali bomo odsekane linije DS-a z odsekanim robom kamna. In to prav posebnega, ki ga bomo našli v kraškem kamnolomu. Ni vam treba prav daleč, mi bomo ob isti uri na istem kanalu, vmes pa klikajte na naša socialna omrežja, seveda najdete pa nas tudi na MMC-ju in na YouTubeu. Srečno!